Jaz sem Luna Šribar in bom prebrala svojo zgodbo. Najprej bi se pa zahvalila Lauri Ličar, da nas je povezala v ta imenitem projekt in v knjigo. Različne avtorje in avtorice. Zgodba ima naslov Iz take smo snovi kot sanje ali sanje neke male ptice. Ptice spijo z napol odprtimi očmi. Tako ptice vedno sanjajo le napol. Deloma so v sanjskem in deloma v stvarnem svetu. Včasih sanjajo, da letijo. Razprejo mogočna krila, ujamejo veter in zajadrajo visoko nad planotami, jezeri in mesti. Gledajo svet pod sabo in se čudijo, kako majhno in nepomembno je pravzaprav vse skupaj. Ko se zbudijo, se počutijo svobodne in jim je popolnoma vseeno, ali še vedno sanjajo, ali so budne. Bube ne sanjajo, spijo, to že, ampak sanjajo pa ne. Včasih hrepeneče obračajo svoje zelenkaste oči proti širnemu nebu in si želijo, da bi poletele kot ptice. Bile bi tako lepe, razprle bi svoja mogočna krila in svobodno zajadrale visoko nad vsemi. Ko že povsem obupajo in se sprijaznijo z mislijo, da ne bodo nikoli poletele kot ptice, saj so le majhne neboglene bube, zaprejo oči in globoko zaspijo. In potem, ko so čisto pri miru, popolnoma zapredene v svoj svitek, le začnejo sanjati. Sanjajo, da so postale povsem lahkotne in dobile krasna mavrična krila, ki so jih ponesla visoko v zrak. Vsi lahko poletimo tako ali drugače, je rekla mala ptica trem bubam, ki so jo občudujoče gledale. Le sanjati si moramo pustiti, je še dodala in kljunila po zadnji bubi, ki se je ni uspelo dovolj hitro nasanjati v metulja. Dober večer vsem skupaj, najbolj vztrajnim obiskovalcem knjižnega sejma, najbolj zvestim poslušalcem. Laura, res da je bilo temu dogodku rečeno bube zadnje dejanje. Ampak pred zadnjim dejanjem je bilo nebroj korakov prvih dejanj, čisto začetnih dejanj, vse skupaj se je začelo z 12 slikami. Torej, začelo se je seveda z bubo številka 1 in nekje na polovici poti mi je prešinila ideja, da bi potem kasneje se tudi pripisal tekst. Tako da nekako končala sem pri 12-ki, vse so slike približno teh dimenzij, tako da sem se tudi prvič lotila takega formata. Potem je pa prišlo na vrsto iskanje avtorjev in avtoric. Kot ilustratorka se srečuješ s tem, da ponavadi dobiš že napisane tekste, ki jih je treba preliti v sliko. Tukaj si pravzaprav avtorje postavila pred dejstvo, avtorje si nas postavila pred dejstvo, že izdelano sliko in za grozo iskanja zgodb, rdeče niti, vsebine. Kako si ti doživljala ta proces? Ja, zanimivo je, ker recimo, ko dokončam sliko, na koncu nekako si naredim svojo zgodbo, ko slika končana. In prva stvar, ki nekako sem jo mogla preseči, je to, da mogoče bo pa nekdo imel malo drugačno zgodbo. Tako da to mi je bilo morda najbolj težavno. Ko si končala sliko, si seveda, kot praviš, imela svojo zgodbo za to sliko. Se kateri od avtorjev, to bo zdaj morda nehvaležno vprašanje, ker nekateri sedijo tukaj in bi ti morda znali zameriti, ampak se kateri od avtorjev najbolj približal tisti tvoji začetni ideji, ali je vsaka zgodba, tako kot vsaka slika, bila novo presenečenje? Ne, čisto vse so bile presenečenje. Morda tudi za vse goste novo presenečenje. Do nedavno je bilo presenečenje tudi za nas, ker je bil program nekoliko drugačen, kot smo ga pripravili. Naslednja zgodba bo zgodba, ki jo je Mirjam Gostinčar napisala, prebral pa jo bo Janez Grm. Janez Grm. Pozdravljeni. Berem avtorsko zgodbo moje prijateljice Mirjam, ki je tukaj. Naslov zgodbe je Utrip.
Visimo z glavo navzdol in se zibamo v vetru. Tako se saj zdi naključnim, ne posebej pozornim opazovalcem. Vertikala. A delam mikrofon? Listi okoliških dreves mečejo sence name, na nas, sončni žarki jih uspejo predreti. Zavajajoča pozicija ponuja obilo priložnosti, najbolj vabljiva izmed vseh je preživetje. Obeti so relativni. Pričakovanja. Čim prej se jih moram iznebiti, sicer bom žalostno končal. V resnici ni nič tako, kot se zdi na prvi pogled. V bistvu visimo pokončno z dvignjeno glavo. Varno spravljeni čakamo, da pride naš čas. Nismo se še izlegli, ne vemo kako in kdaj, ampak naš čas bo zagotovo prišel. Slutim, da nas je več. Po ščepetu, vzdihih, mrmranju, pritajenem šepetu glasov in misli, ki se tihotapijo do mene, me božajo in to lažijo. Občutek, da nisem sam, me navdaja z upanjem. V resnici precej dolgočasen, če mimo temi. Čakam in ždim. Občasno brenčanje neznane okolice me polni z radovednostjo in nestrpnostjo. To je in bo ostal moj modus operandi. Modi se mi v svet, v dan. Čutim nebrzdano vrvenje, ki je morda le v meni. Vijoličasta bleščava iz nedoločne zunanjosti mi seva v oči, ki še ne vidijo jasno. Greje me in prežema, razleze se tudi po okolici. Vijoličasta pomirja, modrina neba se od nje odbija kot neskončnost. V modrini se lesketa spokojnost, v modrini je tudi modrost. Mora biti. Zlagoma razbiram in prepoznam bodičaste konice nečesa, kar se uspenja proti meni. Nečesa, kar še ima priti. Ob tem se zavem, da previdnost ni odveč. Svet je neprevidljiv, sem slišal govoriti mamo, ko me je obesila na vejo. Namesto kljukic je uporabila trdno zanko, ki jo je spretno sklenila okoli veje. Ko me je pritrdila, je za vsak primer preverila trdnost opore, me pogledala, zmajala z glavo in se obrnila k očetu. Ta je ležerno posedal na bližnji veji. Res ne vem, kako bo z njim. Tak drobižek, pa tako neočakan. Rad bi je rekel, vse bo v redu. Res, rad bi jo potolažil, morda še najbolj sebe, ali da nisem vedel, kako. Kdo ve, kje je zdaj? Brško ne natika vedno nove in nove potomce na druge veje in druga drevesa. Nenavadno, da se nikoli ne naveliča. Verjetno zato, ker čuti poslanstvo. Najlažje je nekoga skotiti in ga prepustiti na ključje, samemu sebi. Po drugi strani je to tudi največ, kar ti nekdo lahko da. Veliko nas je, ali redkim bo uspelo. Nestrpen sem. Glede tega se mama ni motila. Morda res ne imela upanja vame. Misel me razžalosti. Po drugi strani mi kljubovanje da zalet. Nemirno se sučem v jedru, ker vem, bolj slutim, da mi bo le tako uspelo razbiti ovoj in se splaziti na plano. Ovoj je res, da omogoča varnost, vendar je ta vrljiva. Če čakaš predolgo, postaneš lenoben in udan. In če bom odlašal, bo kokon s časoma postal nepredušna grobnica. Ne oziram se več na bratce in sestrice, ki mi delajo družbo na veji. Nikoli se nisem. Zavedal sem se zgolj njihove prisotnosti. Samo prvim bo uspelo, si prigovarjam. O tem sem sam, o tem smo vsi sami. Vztrajam torej, vrtinčim se okoli vretena kot zblaznel in repenčim, da povečam svoj uboren volumen. Z vrtenjem sprožim gibanje, z vrtenjem sprožim verižno reakcijo. Na vse zadnje ročaj, s katerim se pritrjem na vejo, popusti pod mojo težo. Zdrknem v temo, padam, zdi se kot večnost. Je to konec? Ne bi rekel. Še vedno čutim utrip srca, ki zblaznelo nabija. V strahu in olajšanju. Še sem tu. Življenje se prešerno razteza v neskončnost.
Čas je, da si utrem pot v svet. Mirjam. Hvala. Nekaj pa vendarle je zadnje dejanje tega tvojega projekta, našega projekta sedaj, in sicer težko pričakovana, dolgo pričakovana, danes končno dočakana knjiga, ki jo lahko prelistate in seveda tudi kupite na stojnici nekoliko niže dol po drugem predverju. Je ta ideja o knjigi zorela že prej, ali si razmišljala zgolj o slikah in zgodbah, ki so se potem nekako zlile v knjigo? Ko sem slikala, sigurno ne. Potem pa mislim, da počasi je bilo to edina logična poteza. Tako da, ko je bilo nekako vse že narejeno, sem se lotila z iskanjem založb. Odzvali so se mi na Kulturnem centru Maribor, tako da sedaj je knjiga tu. Zaenkrat mehka vezava v prihodnosti trda, tako da ni še čisto zadnje dejanje. To je to. Napoveduješ novo knjižno izdajo, kot te je razumeti zdaj iz tega, pa slike se jih bo dalo videti še na kakšni razstavi, vse skupaj se je začelo z razstavo 12 slik na fakulteti. Vsi lepo vabljeni 18. decembra v knjižnico Šiška, tam bo razstava in zopet branja, morda z istimi avtorji, morda še s kakšnimi dodatnimi, tako da 12 možnosti, pa to je to. Še eno 12 teh možnosti prisluhniti zgodbi bomo imeli sedaj priložnost slišati Miha Praprotnik in njegova zgodba. Ta slika je v Ljubljano pripotovala naravnost iz Pirana, če sem prav informiran. Kjer so se po naključju srečale. Kjer so se po naključju srečala, oprosti mi. Torej, dober večer. Če bom slučajno dolgovezen ali Bog ne daj predolg, naj nekdo začne obzirno odkašljati. Zrla je v knjigo in besno pila znanje, slepa za vse drugo okoli sebe. Bližal se je izpit iz uvoda v Bubologijo 3 in bila je odločna zablesteti. Sicer pa kaj drugega kot študij težkih, neleposlovnih knjig pri njej nikoli ni prišlo v poštev. O tem, kaj je zabava, ni niti sanjala. Odprto je imela na strani, kjer je bila med drugim slika slapu. Pozorno se je zagledala v ta slap, upajoč, da ji nič ne uide. S čela je spozela kapljica potu in padla naravnost na slap. Presenečeno se je dotaknila in poneslo jo je, dobesedno. Zapeljala se je kot po toboganu in se znašla v kaj čudni pokrajini, ki je izgledala kot ledena močvara, le da ni bilo nikakršnega občutka hladu. Pa tudi za ledeno močvaro še ni slišala. Vse naokoli nje so bile alge, ki so delovale kot visoki barski stolčki. Ni je motilo toliko to, da ne ve, kje je, kot to, da je, prvič, nasilno odstranjena od knjig in drugič, izza oči v oči se je zagledala v 3 najbolj neverjetna bitja. Bila so bube, to že, toda bube, ki jih iz naravoslovnih knjig še ni poznala. Tu je bil poni z močnima zadnjima nogama in 6 rokami. Po telesu vzorčast, po obrazu radoveden. Sklenila je, da ga bo krstila za Poniusa Radovednikusa. Radovednost je takoj potešil, saj je povedal, da se jo priklicali, ker rabijo 5. za igro, človek ne jezi se v 4. Najmanjše bitje med vsemi, ki jo je spominjalo na Polžaka, je povedalo, da krofovska rakovica pri igri potrebuje simbionta. Nakar je buba klobasaste oblike na plano privlekla škatlo z igro, ki jo je Ponikus spretno z vsemi 6 ročicami postavil na mizo in razdelil figure. Od zadaj pa se ji je, kot klobuk na glavo, poveznila že preimenovana krofovska rakovica. Na tej točki se je mi oprla, si razjezila in povedala, da se igre ne gre in da hoče nazaj za knjigo. Ne jezi se človek, so ji mirno dejali in jo podučili, da ne more nazaj kar sredi igre. Ko bo igre konec, pa naj le gre in nič prej. Z rojeno strastjo do zmage je prijela za ponujene školjke, ti so namreč nadomeščali kocke in začela igrati.
Skupaj z Rakovico sta rušili vse pred seboj in suvereno zmagali. Bube so jima čestitele k zmagi in slehernici nakazale, da je čas za vrnitev. Pa je ponudba zavrnila in hotela še eno partijo. Kaj pa knjige, kaj pa izpit? Saj ni vse v knjigah, učiti se da tudi iz opazovanja. Še eno igro je smeje zahtevala. Jo, človek, ne jezi se. Knjigi na pot je morda prav, da spregovori še odgovorni urednik centra, ki je izdal knjigo. Prosim. Hvala lepa, se bom kar tukaj pridružil. Najprej čestitki Lauri za čudovito knjigo. Kulturni center Maribor, mislim, da je bil tukaj v bistvu skoraj da v enaki vlogi kot vsi vi pisatelji. Laura je prišla k nam z zaključeno idejo, za zaključeno knjigo. V bistvu na nas je bilo, da knjigo pošljemo naprej. Rad bi se zahvalil Lauri, da nam je to omogočilo, to sodelovanje naše, in upam, da, kot je že rekla, zaključno dejanje to še ni. Knjiga bo prišla tudi v trdi vezavi in upam, da se tudi potem v knjižnici v Šiški spet vidimo v takšni ali drugačni postavi. Še enkrat pa bi se zahvalil vsem sodelujočim, pa predvsem Lauri in vsem vam, ki ste kaj zapisali ob njenih slikah. Hvala. Pa še pozabil sem imeti Mateja Krajnica, ki je nekako res ta predgovor, mi je pa tako za mojo dušo, no, za tak mal ego trip, tako da hvala. Vsi, ki hočete in želite še dvigniti Laurin ego trip, obiščite jo na njeni stojnici in ji prav potiho zašepetajte spremno besedo prebrano iz knjige. Laura, hvala. Danes je ne samo poseben dan zaradi tega, poseben dan tudi zaradi tega, ker si v svoji samovšečnosti, govorim zelo prijateljsko, ljubeče, v svoji samovšečnosti ta dan organizirala prav na svoj rojstni dan. Vsaj enkrat v letu te lahko spravimo rahlo v zadrego. Vse najboljše. Ko sem naštimala, ne? Pa ne bo zadrega. Hvala ti. Hvala. No, eno izmed daril za rojsten dan je bila tudi taka mehna nutela, v čisto mehni pakungi, tako da tudi glede na to moje dvigovanje, zdaj mislim, da rabim skuševalno dieto, tako da hvala. Preden to zasipavanje z darili postane še bolj ljubko in nerodno, vas lepo pozdravim in prijeten večer še naprej. Hvala vsem. Hvala.